Dober dan in dobrodošli. Prhljaj ni le estetska težava, ampak pogosto znak, da se z našim lasiščem nekaj dogaja. Bele luske na ramenih, srbečica, občutek napetosti kože, to so težave, s katerimi se sreča zelo veliko ljudi, pa vendar o njih redko odkrito govorimo. Kaj se v resnici dogaja na našem lasišču? Zakaj prhljaj nastane in kako ga lahko učinkovito obvladujemo. O tem se bom danes pogovarjala z dermatologinjo doktorico Nino Jugovar. Dober dan, dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Kaj je prhljaj? Zakaj nastane? Ja, prhljaj je v bistvu ena težava, s katero se pogosto srečujemo tudi v dermatoloških ambulantah. In sicer gre za luščenje kože na predelu lasišča. Zdaj, te težave so lahko v obliki nekega suhega prhljaja, to vidimo to, kar ste že omenili, te bele luske ponavadi so estetsko moteče, ker se pač vidijo na oblačilih. In pa potem mogoče malo bolj masten prhljaj, kjer je lahko potem prisotno tudi neko vnetje. Tako da v grobem v bistvu razdelimo prhljaj na suhi pa masten prhljaj in pa na prhljaj, ki je prisoten v bistvu, kjer je prisotno vnetje in pa prhljaj brez vnetja. Zdaj, kadar imamo pač prisotno neko vnetje, je pa seveda zelo pomembno, da izključimo tudi mogoče neke druge težave, ki so lahko s tem povezane. Takrat je prisoten tudi recimo izrazit srbež, rdečica, prekomerno luščenje, tako da je potrebno v bistvu izključiti tudi kakšne druge dermatološke bolezni. Zdaj, zakaj pa nastane, je pa velikokrat v bistvu povezano tudi z eno glivo, ki je redni prebivalec pač naše kože in ji rečemo malasezija, to je gliva kvasovka, ki živi tudi na predelu lasišča in kadar v bistvu se pojavijo težave za prekomernim izločanjem sebuma, to je potem spet odvisno tudi malo od tipa lasišča, se pravi, nekateri imamo več žlez lojnic in posledično večjo produkcijo tega sebuma, je to v bistvu hrana za to glivo. In ko se v bistvu prekomerno namnoži, lahko dela potem težave, kot so tudi recimo prhljaj. Se pravi, to glivo imamo vsi v telesu, ampak pri nekaterih potem povzroči lahko prhljaj. Kaj pa so kakšni sprožilni dejavniki, da do tega pride? Ja, v bistvu to glivo imamo na koži. Okay. Tako da je v bistvu nek reden prebivalec naše mikroflore. In kot sem rekla, pač prehranjuje se recimo z sebumom. Kadar je pač produkcija sebuma povišana, zdaj to je lahko čisto zaradi genetske predispozicije, lahko je recimo stres en sprožitelj, zakaj pride do prekomerne produkcije sebuma, hormonsko neravnovesje, lahko tudi recimo letni čas, se pravi v nekem obdobju je lahko stanje recimo slabše. In to so v bistvu vse dejavniki, ki prispevajo tudi k temu, da lahko pride do prhljaja. Se pravi, ni samo ta gliva problem, ampak je v bistvu nek splet okoliščin, splet dejavnikov, ki v bistvu potem privedejo do nekih težav. Kako si lahko ljudje pomagajo sami doma, v začetku naprimer? Ja, zdaj itak pač ljudje vedno poskusijo, oziroma poskusimo, probati zadeve rešiti sami. Obstaja en kup pripravkov, ki se kupijo tudi v prosti prodaji in so v bistvu namenjeni nekim blagim težavam. Se pravi, kadar v bistvu gre za neko blago luščenje, mogoče neko blago srbečico, so potem preparati v obliki šamponov ali pa nekih pač tinktur oziroma pač recimo nekih raztopin, ki jih nanašamo na predel lasišča in na ta način v bistvu poskusimo umiriti ta mikrobiom in pa tudi včasih kožno bariero, če je že okrnjena, da pride že v bistvu do nekega blagega vnetja. Seveda je pač pomembno, kakšni so ti izdelki, da vsebujejo učinkovine, ki dejansko so namenjene tem težavam. Tukaj bi mogoče omenila recimo ketokonazol, salicilna kislina, potem seleni. To so vse v bistvu učinkovine, ki pomagajo ali regulirati količino te glive v predelu lasišča ali v bistvu regulirajo že potem nek vnetni proces. Ampak tle govorimo o nekih blagih težavah. Se pravi, pri blagih težavah to dejansko lahko učinkuje. Pa je potrebno si s takimi pripravki večkrat na teden umiti lase? Je to vpliva potem kaj na prhljaj ali je bolje na 5-6 dni? Zdaj seveda pač lasišče moramo umivati nekako zmerno, se pravi tudi prekomerno umivanje ni okej, in pa seveda, če ga preredko umivamo, pa tudi ni v redu, ker v bistvu takrat ostanejo ti ostanki sebuma in je to v bistvu dodatna hrana za
to našo glivo. Tako da v bistvu lasišče se priporoča, da se umiva sicer odvisno, ni pri vsakmu enako, ampak nekje v povprečju 2 do 3-krat na teden. Če pa imamo zelo težave, pa tudi pogosteje. Se pravi, da imamo zelo mastno lasišče, da imamo to produkcijo seboma zelo povečano. Tako da tle seveda se odsvetuje, da se pretirava, ker s tem lahko spet v bistvu privedemo do nekih težav, ki so pa povezane z okvarjeno barierno funkcijo kože, ki je v bistvu naša pregrada in zaščita pred izgubo vlage iz kože in pa v bistvu tudi zaščita pred vstopom mikroorganizmov. Tako da neka zmernost je v bistvu potrebna tudi pri umivanju lasišča. Pri vseh stvarih v življenju. Koliko časa, na primer, lahko doma potem poskušamo s temi pripravki, ki so v prosti prodaji, preden gremo k strokovnjaku, dermatologu? Jaz bi predlagala, da poskusite z nekimi pripravki, ki se kupijo v prosti prodaji nekje 2 do 4 tedne. Če v tem času ne pride do izboljšanja, se pravi, da se ne umirijo težave z srbežem, z luščenjem, je pa potem seveda čas, da obiščemo dermatologa in na ta način v bistvu poskusimo nekako dobiti navodila za ustrezno nego, pa oceniti tudi, za kakšno diagnozo gre in pa ali je mogoče potrebno tudi kakšno dodatno zdravljenje. Kaj pa bi lahko, na primer, kakšno pa je to dodatno zdravljenje? Gre za kako sistemsko ali samo za lokalno? Ja, zdaj pri prhljaju, kot smo že na začetku omenili, imamo več vrst prhljaja, oziroma več tipov, če tako rečeva. In kadar v bistvu je prisotno neko vnetje pri prhljaju, moramo izključiti, da ne gre za neko dodatno diagnozo. Najpogosteje vidimo luščenje na predelu lasišča, lahko v sklopu težav povezanih z seboroičnim dermatitisom. To je v bistvu vnetje na koži, kadar je v bistvu prisotna izrazita rdečina, izrazito luščenje na predelu lasišča, lahko pa tudi na predelu obrvi, na predelu teh nazolabialnih gub in pa pri nekaterih tudi na predelu prsnega koša. Tukaj potem treba malo prilagoditi nego in pa včasih tudi uvesti zdravljenje, ki obsega tudi antimikotike, se pravi, spet je baza na tem, da zreguliramo to koncentracijo te glive na koži. Druge težave, ki so lahko povezane s tem, pa recimo je tudi luskavica. Tudi pri luskavici v bistvu vidimo lahko prekomerno luščenje, ampak ti plaki so ponavadi drugačni. Se pravi, gre mogoče za malo drug tip vnetja, tudi po izgledu, to dermatolog potem loči. In pa tudi težave so lahko prisotne na drugih delih telesa, se pravi na komolcih, kolenih, to so tako najpogostejša mesta, lahko so prizadeti recimo tudi nohti, in pa pri nekaterih se lahko pojavi tudi sistemska prizadetost v obliki prizadetosti sklepov. Kako učinkovito pa je zdravljenje prhljaja potem, ko smo enkrat pri strokovnjaku, ko uvedete terapijo? Ja, to je potem še en problem, s katerim se seveda spopadamo tudi dermatologi, ker v bistvu ni neke univerzalne rešitve, ki bi to odpravila. Pri prhljaju v bistvu se je potrebno zavedati, da gre v bistvu za kronično težavo, ki se pojavlja v nekih intervalih. Se pravi, so neka nihanja, ko je mogoče stanje slabše, in pa potem neko obdobje, ko je lahko stanje mogoče ali da je človek brez težav ali pa da so minimalno prisotne te težave. Tako da, kar je bistveno je, da se oseba nauči obvladovati te težave, se pravi, da ve, kdaj je stanje slabše in da je mogoče čas, da spet uvede nek preparat, ki recimo deluje na principu tega, da zmanjša količino gliv na koži, ali pa da je mogoče dosti samo, da uporablja neke pripravke, ki mogoče malo pomirjajo vnetje, da se to v bistvu ne razvije v neko poslabšanje. Tako da tle je tudi ponavadi problem, da je težko najti nek šampon, ki ustreza vsem, tako da nažalost morajo posamezniki preizkusiti več različnih preparatov, preden najdejo enega, ki jim ustreza. Pa tudi to ni potem garancija, da bo to držalo do konca. Velikokrat se potem zgodi, da nek šampon nekaj pomaga nekaj časa, po določenem času pa v bistvu ne pomaga več. Tako da jaz tudi pacientom takrat predlagam, da malo kolobarijo s temi šamponi, in da poskusijo mogoče potem kakšnega drugega, pa ga nekaj časa uporabljajo, in potem na ta način dejansko najdejo mogoče neko optimalno rešitev. Je prhljaj enako pogost pri moških kot pri ženskah?
Mogoče ga procentualno več vidimo pri moških, a ne? Tako da tle mogoče tudi malo odvisno od te količine žlez lojnic, a ne, ki so prisotne na predelu lasišča, se pa seveda pojavlja tudi pri ženskah, a ne. Ja, to je pogosta tegoba, ne? Bi rekla, da ja, no. Tudi glede na obisk, recimo pri dermatologu dostkrat pridejo, ne, mogoče že v tej drugi fazi, a ne, ko pač so prisotne že tudi kakšne težave z vnetjem ali pa ko ne najdejo izdelka, ki bi jim pomagal, a ne, se potem obrnejo za nasvet tudi k nam. V kakšnih odstotkih pa na primer se izkaže, da je prhljaj posledica neke druge vnetne bolezni, neke sistemske ali pa? Zelo različno, ker je pač zelo različno, kdo pride na pregled, a ne, tako da je recimo če rečeva v odstotkih, mogoče pol tega, da so potem neke težave povezane z kakšnimi dermatološkimi zadevami, a ne. Se da večino primerov tako potem nekako omiliti vsaj te znake prhljaja, da več niso tako akutni? Ja, seveda, pač da se pomagati, a ne, z tem, da dejansko najdemo nek izdelek, ki ustreza in pa mogoče tudi včasih pač za neko predpisano terapijo, kadar je stanje že vneto do te točke, da pač dejansko kaj drugega ne pomaga, a ne. Tako da umirimo, potem pa v bistvu gradimo naprej zgodbo, ne, iz tega, da najdemo nek preparat, ki bo na dolgi rok, a ne. Je lahko to zdravljenje tudi to, kar na primer doma uporabljajo ljudje, je lahko tudi preveč agresivno, si preveč pogosto perejo, s tem dodatno sprožijo, ste rekli, kako najti neko ravnotežje v tem, kako uporabljamo? To je pogost problem, ne samo v bistvu pri umivanju lasišča, tudi pri recimo koži, a ne, da v bistvu najdemo pač to neko ravnovesje in tle v bistvu je edina rešitev ta, da pač poslušamo svojo kožo in da v bistvu se odzivamo tudi glede na to, kaj nam koža sporoča, a ne. Če pač je to neko zategovanje, srbečica, nek neprijeten občutek, potem pač nekaj ni okej, a ne, in je pač potrebno določene stvari spremeniti, a ne. In isto je pač pri lasišču, potem izdelek očitno ne ustreza. Je pa še tudi nekaj pomembno, da v bistvu ne smemo takoj odnehati, a ne? Ker tle v bistvu rešitev ne pride čez noč, ne? Ker tudi težave se niso pojavile čez noč, ponavadi je to stvar, ki se nekaj časa poslabšuje, a ne? In tudi zaradi tega je seveda treba nekaj časa vztrajati z izdelkom, a ne? Tako kot sem rekla, če po nekih 2 do 4 tednih ni nekih razlik, potem pa seveda poiščemo pomoč. Pri kako mladih ljudeh pa se že pojavi prhljaj? Najpogosteje se začne pojavljati tam v času pubertete, ko se tudi v bistvu aktivirajo te žleze lojnice, ne, zaradi vpliva spolnih hormonov. Tako da se recimo pri najstnikih že pogosto lahko srečamo z temi težavami, sploh če je neka genetska predispozicija tudi v družini, a ne. In pa tudi recimo, če higiena mogoče umivanja las ni tako redna, ne, tako da je takrat večja verjetnost, da pride do teh težav že prej. Prej ste rekli, da se lahko pojavi prhljaj tudi v obrveh. Tisto imamo ja pri seboročnem dermatitisu. Potem date za obraz potem neke druge sestavine, neke kreme, mazila? Ponavadi so to antimikotične kreme, ki jih predpišemo na recept. Tako da potem istočasno gre in šampon. Tako, vedno je potrebno zdraviti v bistvu vse predele naenkrat, ne. Tudi recimo, če so neke težave na koži v smislu neke glivične okužbe, a ne, ker ta malasezija lahko povzroča tudi eno pogosto težavo, ki pač rečemo pitiriazis versicolor, a ne, to je v bistvu ta laično rečeno kožna plesen, a ne, je potrebno zdraviti tudi lasišče, a ne, se pravi, vedno moramo zdraviti več predelov. Zdaj, ko vas že imam na drugi strani, kako pa je pravilno umivati lase? Koliko šampona dati, koliko po lasišču, koliko po drugih delih las? Ja, zdaj, to je tudi v bistvu zelo pomembno, a ne, ker veliko ljudi misli, da pač umivanje las pomeni umivanje las teh, a ne, ki jih imamo, a ne, tle, ampak dejansko to pomeni umivanje lasišča, a ne. Treba je v bistvu umiti lasišče, ker tam se v bistvu nabira sebum, tam so glive, a ne, tudi kakšne bakterije in lahko pač pride posledično do vnetja. Potrebno je odstraniti tudi to odmrlo kožo, ki se pač nabira tam, a ne. Tako da treba je v bistvu uporabiti neko zmerno pač količino šampona, ne zdaj spet preveč, ampak toliko, da se v bistvu speni, dobro
vmasirati šampon v lasišče. Pri recimo zdravilnih učinkovinah je pomembno tudi, da dovolj časa pustimo šampon v stiku z lasiščem. Tu govorimo nekje 3 do 5 minut je potrebno izdelek pustiti na predelu lasišča in šele potem ga speremo. Je pa v bistvu tudi dobro, da to 2-krat naredimo. Se pravi, da 2-krat dobro našamponiramo, pomasiramo, pustimo in potem speremo. Na trgu je množica izdelkov za nego las. Nekateri izmed teh izdelkov zelo obtežijo lase. Po uporabi z njimi je občutek, da so lasje še hitreje mastni, še bolj obremenjeni. Kaj od vseh teh izdelkov je res nekaj, kar moramo nujno uporabljati za nego las in kaj je potem neka estetika dodano, glede na to, kakšen tip las imamo? Definitivno pač je nek dober čistilni šampon potrebno dejansko za umivanje lasišča. Potem je pa seveda pač odvisno od tega, kakšne lase imamo. Zdaj nekdo, ki ima bujne kodre, bo imel seveda drugačno nego, ker bo pač to zahteval tak las. Tako da tle je potem malo različno, ampak ja, nekako preveč izdelkov spet ni v redu, ker lahko dodatno ali iritirajo, sploh če to recimo za predel lasišča, lahko včasih tudi naredijo več škode kot koristi, sploh če recimo zelo odprejo las in je potem pač ta las še dodatno bolj izsušen in se potem začnejo druge težave pojavljati z lasmi. Tako da definitivno bi predlagala še kakšen balzam za lase, zato da pač so potem lasje tudi lažje obvladljivi. Potem pa seveda odvisno od tega, kaj pač tudi, počnemo z lasmi, ali pač to, da jih zelo obdelujemo toplotno, pač to se tudi recimo ne svetuje preveč, tako da se tudi recimo svetuje v takem primeru uporabljati kakšne izdelke, ki preprečujejo mogoče pač poškodbo zaradi te toplotne obdelave, Tako da je različno, Gotovo. Človek lahko naredi doktorsko dizertacijo od tega, kater šampon bi uporabil. Potem verjetno, ko je človek starejši, ugotovi, da so najbolj enostavni šamponi verjetno tudi najbolj učinkoviti. Verjetno po cenovni lestvici ne sme biti takšna bistvena razlika med šamponi. Ali je? Mislim, dobite dober šampon lahko že tudi ugodno, je pa seveda tle spet to, da pač ne bo vsak šampon vsem odgovarjal. Definitivno pa neke formulacije pač so lahko tudi malo dražje, tako da tle je spet odvisno, pa tudi odvisno, koliko smo pripravljeni mogoče odšteti za nek izdelek, koliko nam je to pomembno. Prej sva že omenili tegobo mastnih las. To zna biti kar obremenjujoče, da si ženska, ki ima relativno dolge lase, naprimer, mora 3-krat na teden umivati lase. Ali dejansko po vaše sploh kater izdelek ali karkoli pomaga pri tem, da bi imel človek manj mastne lase v tako hitrem času? Zdaj, tle imamo v bistvu težavo, da to je predispozicija, se pravi, nekdo ima že v osnovi pač tam bolj aktivne žleze lojnice in to posledično pomeni, da se produkcija sebuma je tam večja in je tudi dejansko več prisotnosti te maščobe v predelu lasišča. In posledično je lasišče in pa potem tudi lasje so bolj mastni. Tako da tega v bistvu se ne da spremeniti. Seveda pa z neko ustrezno nego lahko malo vplivamo na mikrobiom, da pač mogoče zmanjšujemo mogoče to produkcijo sebuma, da ni, se pravi, da ne obtežimo dodatno še lasišča in s tem zapremo dejansko to izločanje sebuma, da se tam nabira. Tako da definitivno bi pač predlagala izdelke, ki so namenjeni potem tudi bolj mastnemu lasišču. Ker potem je tako zanimiva kombinacija. Lasišče je ob glavi je mastno, lasje so pa suhi. Tako da je neko ravnotežje treba iskati ves čas. Vedno, Ali je kdo po vaše sploh zadovoljen s svojim tipom las? Pa poznam jih. Nekaj se pa velikokrat pojavljajo pač te želje, ko ima nekdo ravne lase, bi rad imel skodrane in obratno. Tako da to so ponavadi te bolj estetski problemi. Ampak imam tudi pač pacientke, ki so zadovoljne. Lepo jih pozdravite. Ali ljudje
posebej moški prihajajo v zadnjih letih lažje po pomoč k dermatologu zaradi prhljaja, kot je bilo to včasih? Ja, mogoče je zdaj malo več govora o teh težavah, pa mogoče tudi malo več govora o tem, na koga se obrniti, če so neke take težave prisotne, ker velikokrat še tudi jaz dobim vprašanje, a ja, vi se s tem ukvarjate. Aha, zanimivo. Tako da, mogoče, da je procentualno malo bolj sproščeno tudi, da pridejo moški predstavniki na pregled. Ja, tako da. Smo vseeno uspeli odpreti te teme, tako da niso več. Ja, se mi zdi, da je malo bolj, ja. Ker prhljaj je res lahko zelo neprijeten. Dejansko se pozna, če ima kdo prhljaj, verjetno je s tem obremenjen. Bolj si obremenjen, verjetno pa še slabše potem vse skupaj. Ja, itak, ker je pač stres en izmed dejavnikov, ki lahko poslabšuje situacijo. Ja. Tako da definitivno je stvar, ki se jo da obvladati. Tako da jaz mislim, da je pač smiselno, če ne najde nekdo nekih preparatov, ki bi mu ustrezali ali pa ne vem, mogoče ima kakšne druge težave, je smiselno pač obisk dermatologa. S čim si lahko ljudje, ki imajo prhljaj, doma škodijo? Kaj bi jim odsvetovali, da počnejo? Ja, velikokrat se poskuša tudi s kakšnimi domačimi pripravki, mogoče kakšne, ne vem, od limon, jajc, ne vem, produktov, ki se jih uporablja v kuhinji, da tudi s temi produkti potem preizkušajo rešiti situacijo, kar lahko velikokrat povzroči tudi kakšne druge težave, v smislu kakšnih iritativnih, alergijskih reakcij na koži, tudi, ne vem, neke kombinacije različnih olj, pač, da se nanašajo na lasišče, ki je že itak mastno, pač to ponavadi se ne obnese najbolje, oziroma lahko dejansko stanje poslabša. Pa tudi, če je pridruženo že neko vnetje, lahko mi z nekim nanosom, ne vem, kisline v smislu limone, limoninega soka, stanje dejansko poslabšamo. Tako da to bi definitivno odsvetovala. Bolje, da pa se obrnejo na pomoč ali ne vem, grejo v lekarno, pa mogoče farmacevt, da jim svetuje nek izbor izdelkov ali pa pač grejo do dermatologa. Je kakšen takšen mit, ki se ga spomnite, da je veljal za prhljaj in ga kdo še vedno poskuša doma, kot ste zdaj omenili, jajce, limona? Je še kaj takšnega? Zelo mi ne pade nič tazga še na pamet. Ne vem, tudi mogoče to, da poskušajo pač z nekimi preparati, ki v bistvu so za čist neki drugega, pa da pač dejansko ne pomagajo. Tako da. Bolj se držati tega, kar vemo, da pomaga. Ja, mislim, zdaj danes je na voljo v bistvu toliko informacij, da tudi so na dosegu, ne vem, enega opisa v internet. Tako da treba je seveda pravilno selekcionirati potem te informacije, biti vseeno preudaren, se izobraziti pač o neki problematiki, s katero se soočamo, in pol na podlagi tega se pač odločiti, pa neke odločitve sprejemati. Kam pa bo šla sodobna dermatologija v obravnavi prhljaja, mastnih las, presuhih las? Kam gre znanost? Se mi zdi, da tudi, kar se tiče nekih problematik z lasiščem, da je to nekako zdaj tudi osrednja tema dermatologije, da je mogoče zdaj usmerjenost malo v to problematiko bolj zadnja leta. Jaz mislim, da bo pač tudi dosti na podlagi mikrobioma, se pravi, da bo tudi na tem nivoju, da bojo kakšne nove raziskave in pa tudi kakšni novi izdelki, ki bodo to upoštevali, da bo pol bolj individualno tudi recimo samo neko obvladovanje nekih težav. Tako da ja, mislim, da je tle še kar en tak spekter, ki je in za raziskovati in tudi potem seveda ugoden za neke nove izdelke, da se razvijajo. Kako pa to, da so zdaj lasje nekako prišli bolj v ospredje? Se je kaj pomembnega zgodilo? Mislim, imamo tudi neka nova zdravila, predvsem recimo v smislu izpadanja las, ki so na voljo, se pravi pri težavah recimo z alopecijo, imamo zdaj tudi neka sistemska zdravila, ker pač do še nekaj let nazaj ni bilo praktično nič, razen pač nekih zdravil, ki pa niso pomagala vsem. Tako da se pač neki premiki dogajajo, to je pač vedno tako. Mogoče se na nekem nivoju najdejo neke učinkovine, za katere potem ugotovijo, da pomagajo še tudi za kaj drugega. Tako da
se mi zdi, da je za lase, da so nekako aktualni zdaj v dermatologiji. Ali v to pomoč pri izpadanju las spada tudi presaditve las, ki so tudi kar v porastu? Ja, seveda, če je za to indikacija, se pravi, da gre za to obliko izpadanja las, je tudi presaditev las ena izmed rešitev, tista ta zadnja ponavadi, za katero se pacienti odločijo. Tako da ja, je tudi recimo super rešitev. Imam tudi paciente, ki v bistvu so se poslužili te transplantacije in so zelo zadovoljni. Ko naprimer rečva zdaj, bomo govorili o moških, ne da bi mislila, da ženskam ne spada lasje, ampak če moški opazijo, da jim začnejo izpadati lasje bolj kot tako, a je to trenutek, ko gredo k dermatologu in rečejo, bojim se, da bom plešast, kaj mi svetujete? Ja, definitivno je bolje začeti čim prej, ker tukaj se gre v bistvu za to, da ti folikli s časoma propadajo. Se pravi, najprej slabijo, so vedno manjši, tudi lasje so vedno tanjši, in potem na neki točki v bistvu izpadejo in ta folikel potem propade. Se pravi, ni več zasnove za las. In zdaj, če imamo mi še dejansko folikel prisoten, delamo potem z različnimi postopki, preparati, na tem, da ta folikel okrepimo. Tako da ja, definitivno sploh, če recimo v družini, da je pleša, se priporoča, vkolikor je to seveda moteče, da se s temi težavami začnejo spopadati čim prej. Zanimivo. Se pravi, da je res treba ujeti na začetku, da lahko folikle rešite, iz katerih se bolje prej, ker imamo več možnosti, da bomo dejansko ohranili te folikle, ki so zdaj še prisotni. Tudi te preparati, ki so na trgu, jih je tudi ogromno, ki spodbujajo rast novih las, ki preprečujejo hiter nastanek pleše. Kakšno je vaše strokovno mnenje o njih? Da je spet potrebna previdnost, pa seveda, da se o produktih izobrazimo, in pa seveda, da so podkrepljene z nekimi relevantnimi študijami. Se pravi, da dejansko preparat, za katerega trdijo, da pomaga, da ima neke študije, s čimer se to dejansko da dokazati. Ker ja, to je spet en trg, ki je lahko zelo velik, in ja, imamo na voljo različne produkte, tudi takšne, ki ne delujejo. Ja, zagotovo. To velja za ta cel, odkar se nam je svet odprl kot na dlani, je treba biti seveda še bolj pozoren, še bolj previden. Mogoče je lahko tudi prva pomoč osebni zdravnik? Ja, seveda. Najprej vedno se svetuje, da se gre do osebnega zdravnika. Včasih so recimo lahko težave povezane tudi z pomanjkanjem kakšnih mikrohranil, kakšno slabokrvnostjo, tako da to recimo pri ženskah je tudi dosti pogosto, ko pride v bistvu do nekega izpadanja las, je treba to seveda najprej izključiti. Lahko so tudi kakšni drugi vzroki, če osebni zdravnik ne bo znal oceniti, kaj bi bila težava, vas bo pa potem napotil naprej k dermatologu. Lasje imajo nedvomno veliko moč. Vedno so imeli, že Samson je imel svoje lepe, čudovite lase, in verjetno ljudem veliko pomenijo lasje, da so lasje lepi, to je nek občutek estetski zelo pomemben. In zato tudi to vse vpliva na to. Mogoče za konec strneva glede prhljaja, kako bi svetovali ljudem, kdaj pridajo po pomoč, kako si pomagajo sami, tako da imajo v nekih stavkih. Ja, seveda, kadar se spopada z nekimi težavami na predelu lasišča ali gre to za neke blage težave, takrat seveda preizkusite izdelke, ki so na voljo v prosti prodaji. Ko pa težave ne izginejo, kljub temu, da ste 2 do 4 tedne preizkušali te opcije in se ne obnese, če je prisotno tudi kakšno izrazito vnetje, se pravi v smislu rdečine, da vas lasišče zelo srbi, da se pojavljajo take obsežne luske, tudi kakšne kraste, ranice v predelu lasišča, pa je seveda čas, da obiščete dermatologa, da se postavi pravilna diagnoza, in da potem to po potrebi tudi zdravimo, če je potrebno. Tako da definitivno bi svetovala, da se s tem ne odlaša, in da se seveda poišče neka ustrezna strokovna pomoč pri nekomu, ki potem lahko dejansko pomaga. Ker verjetno, če prhljaj imamo, ga bomo imeli do konca dni? Tako je, kot sem že prej rekla, gre v bistvu za kronično težavo,
ki se pojavlja lahko v nekih intervalih, se pravi, da je v nekem obdobju to slabše, recimo po zimi recimo je lahko to slabše, a ne? Ali pa da imamo, ne vem, neko stresno obdobje, pa opažamo mogoče, da je tega več, a ne? Potem pa lahko to pač spet se malo umiri, pa so te težave nekako bolj obvladljive, ne? Tako da tudi, če recimo se pojavi obdobje, ko nič ne pomaga, a ne, kar je bilo do zdaj efektivno, a ne, se seveda pač svetuje, da se potem poišče mogoče pomoč, pa da se malo potem usmerjeno nekako predpiše neka nega, ne. Tako. Najlepša hvala, vse dobro vam želim. Ja, hvala za povabilo. Z veseljem. Če težave s prhljajem vztrajajo, je prav, da poiščemo strokovno pomoč, saj lahko z ustreznim pristopom stanje hitro umirimo in si povrnemo občutek udobja v lastni koži. Hvala, ker ste bili z nama, pazite na svoje zdravje in nasvidenje. Pokrovitelj današnjega podcasta je Oronazol.